Letala na gumico so ena najpreprostejših oblik letenja na pogon. Z enostavnim navijanjem elastike lahko shranimo veliko potencialne energije, ki ob sprostitvi ustvari dovolj potiska za let. Pred kratkim sem kupil to majhno letalo iz pene, ki ga lahko napolnim v manj kot 10 sekundah in poganja majhen električni motor. Deluje tako, da ima v sebi majhen superkondenzator, ki shranjuje potencialno energijo, podobno kot elastika. Nato pa to energijo uporabi za pogon motorja med letom. Ampak, ali ne bi bilo kul, če bi ga lahko napolnili na roke? Da to dosežemo, moramo izdelati ročni generator, s katerim bomo napolnili kondenzator. Zato sem začel tako, da sem s tridimenzionalnim tiskalnikom natisnil rotor, na katerega lahko pritrdim nekaj magnetov z izmeničnimi magnetnimi polji okoli njegovega oboda. In ta rotor lahko namestim na os z ležaji, kar mu omogoča vrtenje. Nato lahko tuljavo naredim tako, da ovijam nekaj tanke bakrene žice okoli predloge, ki se bo popolnoma prilegala med oba magnetna rotorja. Tako se med vrtenjem izmeničnih magnetov magnetno polje v tuljavi hitro spreminja, kar ustvari izmenični tok, ki se na multimetru pokaže kot napetost. Da pa ustvarim več kot 4 volte, moram povečati hitrost vrtenja rotorja. Zato sem naredil ohišje za generator, ki mi omogoča, da pritrdim zobnik na ročico. To razmerje zobnikov pomeni, da lahko vložim veliko navora pri nižji hitrosti, magneti pa se bodo vrteli pri veliko višji hitrosti. In zdaj lahko proizvedem več kot 7 voltov. Da bi to napetost še povečal, sem navil še 7 tuljev in jih prilepil na sredinski nosilec. Nato jih lahko spajkam tako, da sta 2 vezani zaporedno in 4 usporedno, da bi s tem podvojil izhodno napetost in povečal izhodni tok. Edina težava tega trenutnega generatorja je, da proizvaja izmenični tok zaradi izmeničnih magnetnih polov. Zato sem prispajkal nekaj diod, da sem naredil mostični usmernik, ki bo izmenični tok iz tuljav pretvoril v enosmerni tok na izhodu. In zdaj lahko proizvedemo okoli 17 voltov, kar bi moralo biti dovolj za ta projekt. Mimogrede, če želite izvedeti več o tem ročnem generatorju, sem posnel video na svojem drugem kanalu, kjer je več informacij o tem, kako magneti proizvajajo izmenični tok in kako mostični usmernik pretvori izmenični tok v enosmernega. Povezavo bom dal v opisu spodaj ali pa se bo prikazala na koncu tega videa. Da bi napolnil mali kondenzatorski avion, sem najprej razstavil paket polnilca za baterije in uporabil priključek, da sem izdelal adapter za generator. In potem lahko začnem navijati avion, kot da bi bil letalo na elastiko. Le da je tokrat zadostovalo že 9 obratov ročice, da sem ga popolnoma napolnil. Prav poglejmo, kako dobro deluje ta mini letalo s superkondenzatorjem. Samo hitro ga bom napolnil. In to je to. Že na 3 voltih pripravljen in... No, to gre dlje, kot sem pričakoval. Prav, dal sem mu malo trima na krmilu, da bo upajmo šel v krogu, namesto da bi izginil daljavo. In napolnimo ga, da vidimo, če lahko s to stvarjo dosežemo spodoben čas leta. Prav, poskusil bom snemati s kamero. Dober prestanek. Res je kul, da se ta majhno letalo napolni samo s tem, da nekaj sekund vrtiš ročico na roke. Ampak, kot verjetno lahko vidiš, je ročni generator veliko premočan za tako majhno igračo. Torej, naredimo večje letalo. To je superkondenzator z napetostjo 3 voltov in kapaciteto 100 faradov. Ampak kaj to pomeni? No, to je litijeva baterija podobne velikosti in čeprav obe shranjujeta električno energijo, to počnete na zelo različne načine. Kondenzator lahko shrani približno 0,125 Wh, medtem ko lahko baterija shrani približno 10 Wh, kar je približno 80krat več. Kondenzator je lažji od baterije, vendar je še vedno zelo slab glede energijske gostote. Toda tam, kjer superkondenzator premaga baterijo, je to, da se zelo hitro polni in prazni, saj energijo shranjuje kot naboj med 2 prevodnima ploščama. Za razliko od kemičnega shranjevanja v bateriji. To tudi pomeni, da je kondenzator veliko lažje napolniti, saj litijeva baterija zahteva natančno upravljanje polnjenja, toka in napetosti, da preprečimo, da bi zagorela. Medtem ko se lahko superkondenzator, dokler ne preseže nazivne napetosti,
polni iz katerega koli električnega vira, zaradi česar je popoln zapolnjen z ročnim generatorjem. Edina težava je, da imajo superkondenzatorji nizko nazivno napetost, le 3 V, zato jih bom uporabil 6. S tem, ko kondenzatorje zlepim skupaj, jih lahko spajkam v serijo in tako povečam nazivno napetost na 18 V. To sicer zmanjša skupno kapaciteto paketa, vendar je zdaj shranjene energije 0,75 Wh. In ker so spajkani v serijo, to pomeni, da potrebujem balansirni priključek, da uravnavam napetost vsakega posameznega kondenzatorja in tako preprečim morebitne okvare zaradi previsoke napetosti. Nato jih lahko zapakiram s tridimenzionalno natisnjenimi končnimi pokrovi in toplotno skrčko za zaščito, preden prispajkam napajalni priključek za polnjenje in praznjenje. Tako imamo zdaj paket superkondenzatorjev, ki tehta 166 gramov in ima enako kapaciteto shranjevanja energije kot ta 3-gramska gumna baterija. Ampak stavim, da bi ta majhna stvar zagorela, če bi morala doseči izhodno moč kondenzatorjev. Zgradimo letalo okoli nje. Začel sem z modeliranjem superkondenzatorjev v Onshape, ki je program za računalniško podprto konstruiranje v oblaku in deluje v vašem spletnem brskalniku. To mi omogoča, da oblikujem aerodinamičen trup okoli kondenzatorjev, ki ga lahko natisnem s 3D tiskalnikom, vsaj dokler tiskanje ni spodletelo. Ta trup je zasnovan tako, da ima motor nameščen spredaj. Vendar se je zaradi majhne površine tisk odlepil od tiskalne plošče, čeprav sem vsaj pravilno določil dimenzije superkondenzatorjev, saj so se popolnoma prilegali v notranjost. Zato sem natisnil novo zasnovo z večjim sprednjim delom na tiskalni plošči in tiskanje je uspelo. Trenutno pa ta večji nos ni prav aerodinamičen. Zato sem izdelal to oblogo, ki ustvarja gladek prehod med motorjem in trupom, ter hkrati skrije vse žice. Nato sem namestil vso radijsko opremo in regulator hitrosti za motor, preden sem stisnil notri še paket superkondenzatorjev, ki zavzame večino trupa. V redu, poglejmo, če lahko napolnimo superkondenzatorje, da bodo poganjali vso radijsko opremo in motor. Torej, najprej priključimo generator in začnemo vrteti. Prav. Kondenzatorje sem napolnil na 8 V, kar je malo manj kot polovica njihove največje nazivne napetosti. Torej, izklopi generator in nato priključi kondenzatorje na krmilnik motorja in vse bi se moralo vklopiti. Zdaj, če premaknem ročico za plin, bi se moral motor zavrteti. Odlično, prav. Zdaj preverimo radijsko opremo zadaj. Vsi servomotorji delujejo brez težav. Zdaj želim preveriti, pri kateri napetosti motor preneha delovati, ker servomotorji in radijska oprema za upravljanje delujejo pri najmanj 5 V. Če bo to delovalo in izpraznilo kondenzatorje pod 5 V, bom izgubil nadzor nad letalom, zato upam, da se to ne bo zgodilo. Torej, to je trenutna napetost kondenzatorjev in kot vidite, se zmanjšuje. Približno za 0,01 V na sekundo. Kar trenutno napaja samo radijska oprema za upravljanje. Ampak zdaj priključimo motor in poglejmo, kako hitro bo napetost padla. V redu, zdi se, da se vse izklopi, ko pride do približno 6,5 V. Torej, vprašanje je, ali se servomotorji še vedno premikajo. Zdi se, da se, kar je dobro. Nisem pa prepričan, koliko časa bom imel. Torej, recimo, če bi leteli zelo visoko z motorjem in se potem izklopi pri 6,5 V, koliko časa bomo imeli za jadralni spust nazaj dol? Preden izgubimo nadzor. Pravkar smo padli pod 5 V in moja radijska postaja paničari, ker izgublja signal. Torej, ja, 5 V je zagotovo minimalna napetostna meja, tako da mislim, da bom lahko ohranil nadzor nad njim, preden pristane. Držim pesti. Za krila in rep letala sem se odločil ponovno uporabiti tisto, kar sem zgradil za svoj prejšnji projekt letala na zračni pogon. Ker so lahka, učinkovita in so zahtevala kar nekaj časa za izdelavo, kar bo prihranilo nekaj stroškov in časa pri tem projektu. Ta se preprosto pritrdijo na novo trup letala, kabli pa se lahko priključijo za nadzor repa. Na koncu sem na motor pritrdil zložljiv propeler, da preprečim morebitne poškodbe pri pristanku. In pripravljanje za testiranje. Torej, priključimo TV.
Generator. In začnimo vrteti. V redu. Odklopi generator. Prvi testni let letala s superkondenzatorjem. Popolno. Ima veliko moči. Že čutim, da moč že opada. Zdi se mi, kot da bo vsak trenutek ugasnila. Poskusiva pridobiti nekaj višine. V redu, tukaj bom zaprl plin, da bo varneje, in videl, kako dobro jadra. No, propeler se še vedno vrti. No, to je šlo bolje, kot sem pričakoval. Ti pogoji so res grozni. Prav. Napolnimo ga in ga še enkrat preizkusimo. Predvidevam. In dodajmo plin. Morda bom videl, kako visoko ga lahko spravim na tem letu. In potem se lahko samo odjadamo nazaj dol. V redu, motor je pravkar ugasnil. Malo je nadležno, da se propeler vrti v prazno, kar precej povečuje upor letala. Poskusimo narediti še en krog, potem pa bomo pristali. Lepo. Ta zložljiv propeler je res uporaben za zaščito propelerja in nosu. Zelo dobro deluje. Torej, s časom polnjenja z ročno gonilko, ki traja nekaj več kot 2 minuti, lahko to letalo s superkondenzatorjem vzdržuje neprekinjen let na pogon nekaj manj kot 2 minuti. Zato bi moralo biti z nekoliko hitrejšim vrtenjem in boljšimi pogoji letenja mogoče doseči razmerje 1:1 med časom vrtenja ročice in časom leta, kar se mi zdi precej kul. To je bilo ravno prav, saj je zmanjkalo energije ravno, ko je letalo prišlo pred kamero. Zelo me fascinira uporaba teorij v praktičnih aplikacijah, kot pri tem projektu. Vendar pa gradnja takšnih projektov ni enostavna. Vendar pa vam lahko Brilliant pomaga, če želite interaktivno učiti matematiko, podatkovno znanost in računalništvo, pa tudi tisoče drugih lekcij od osnovnih do naprednih tem. Vedno sem verjel, da je najboljši način za učenje neke teme ta, da jo uporabiš pri nečem, kjer lahko vidiš rezultate. In interaktivnost Brilliantovih lekcij resnično pomaga pri doseganju tega. Naprimer, ko se učiš, kako tvoj telefon uporablja časovne podatke satelitov, da določi tvojo natančno lokacijo na Zemlji, ali celo kako programirati Marsov rover, Brilliant ti pri tem pomaga. Če te to zanima, lahko začneš s celotnim 30-dnevnim brezplačnim preizkusom na brilliant.org. Poševnica Tom Stanton. In prvih 200 ljudi, ki se prijavijo, bo prejelo 20% popusta na letno naročnino za premium paket. Zato si oglejte Brilliant na povezavi v opisu spodaj.